V Oral medicini v Ljubljani tudi v maju in juniju ob petkih nudijo brezplačne meritve sluha za upokojence. Rezervirajte termin na 051 89 19 19. Spoznanje več. Predsodek manj. Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, gledalke in gledalci, dober dan. Poletna vročina nam ne prizanaša, razgrete pa so tudi mnoge glave v državi. Ko smo pred dnevi praznovali Dan državnosti, bi bila lahko to lepa priložnost, da bi narod stopil skupaj, da bi čutili neko povezanost na čelu s predsednico države, ki pa žal ni izkoristila te priložnosti v smislu, da bi zbrane na osrednji slovesnosti nagovorila v pozitivnem duhu. Ampak je šlo spet bolj za žuganje s prstom. Tudi nova sestava državnega zbora je že pokazala, da o kakšnem partnerstvu za razvoj, čeprav bi ga država potrebovala, lahko le sanjamo. Tudi mnogi deli civilne družbe so šli na noge, ko se je izkazalo, da bo nova vlada pomenila prelom s prejšnjo razsipno oblastjo. Sindikati so razburjeni, strašenje s politično policijo se nadaljuje, ob vnovični ustanovitvi muzeja osamosvojitve gredo nekaterim lasje pokonci. Gradiva za pogovor z našim gostom, dr. Žigom Turkom, je veliko in vesela sem, da so nastopile počitnice, da imate čas tudi za takšne pogovore. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Če začneva kar s dnevom državnosti, nekaj dni je sicer že minilo od tedaj, ampak vseeno se mi zdi, da so spomini še sveži. Kako vi vidite 35 let naše države ob dejstvu, da je prišlo na čelu vlade do spremembe, ob dejstvu, da nas je predsednica republike, kot rečeno, nagovorila z besedami, ki niso bile ravno povezovalne. Omenjala je, da je povezanost znova na preizkušnji, da nismo povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja, da se krepi medsebojno nezaupanje, da so revanšizem, nepriznavanje in zaničevanje državnih institucij postali sprejemljivi, da strokovna in osebna kompetentnost nista ključni merili za zasedbo številnih delovnih mest, ampak pogosta prevlada politična pripadnost. Kar nekaj kritik, torej iz njenih ust, pa še zdaleč niso bile vse, kar dolg govor je bil. Kaj bo vam odzvanjalo v spominu, kako ste vi slišali te besede in morda tudi, kako gledate na samo dejstvo, da sta bila torej govorca dva, s čimer so imeli mnogi težave? Ja, tradicionalno na Dnevu državnosti govori predsednik republike ob pogostejših oziroma ob bolj velikih obletnicah, ob 30-letnici, 35-letnici. Je pa govornikov lahko tudi več. Mislim, da je povsem smiselno, da je bil govornik tudi Janez Janša. Konec koncev je ravnokar prevzel oblast in je fino, da ima predsednik vlade možnost na eni taki proslavi, na enem takem dogodku, ko ima pozornost pravzaprav cele države, povedati nekaj programskih izhodišč oziroma dati ljudem vedeti, v katero smer bo njegova vlada šla. Tako da ja, poslušali smo pravzaprav dva govora, ki sta bila zelo različna. Pravzaprav je bil Janšev govor tisti, ki je bil spravljiv, ki ni iskal razdora, ki ni iskal razlik, ki je bil povezovalen. Pri predsednici, pozitivno se mi zdi to, da je vendarle omenila, da je treba mrtve pokopati. Sicer, bom rekel, zelo na hitro nekje vmes, ampak sicer je pa neverjetno za en tak dan in za njeno funkcijo neverjetno veliko časa porabila za to, da bi povedala, kaj vse bi, če bi bila ona na izvršni funkciji počela oziroma v katero smer bi se stvari vrtele, če bi bila ona na izvršni funkciji. Nekako se mi zdi, da je odgovarjala malo na tisti razvojni zakon, ki ga je vlada sprejela, oziroma na ta poudarek nove vlade, ki razume, da je treba denar najprej zaslužiti, potem ga lahko delimo. Torej, na to razvojno usmeritev vlade v smislu razumevanja za podjetništvo, razumevanja za gospodarstvo, razumevanja za tiste, ki novo vrednost v Sloveniji ustvarijo, in je šla na to odgovarjati z enim seznamom, kaj vse se v Sloveniji ne sme spremeniti oziroma kaj vse mora ostati enako, beri javno oziroma v rokah tega, čemur bi jaz rekel, dedišči socializma. To se mi zdi, da je škoda, ker pravzaprav ni funkcija predsednika države, da usmerja politiko. Mi nimamo predsedniškega sistema, kakršen je v ZDA, kjer je vlada pravzaprav izvršilni organ predsednika, njena funkcija je ceremonialna in prav lahko bi imela nek ceremonialen govor, v katerem bi se spomnila 35 let naše samostojnosti. Seveda smo lahko veseli, da smo 35 let samostojni oziroma da smo pred 35 leti dosegli ta
zgodovinski uspeh, še posebej za en tako majhen narod. Ne moramo biti pa zadovoljni s tem, kako smo teh 35 let izkoristili za to, da bi postali normalna, svobodna, demokratična, tržnemu gospodarstvu naklonjena država. Mislim, da so šle stvari približno do včlanitve v Evropsko unijo, pa še potem v podaljšku prve Janševe vlade, kolikor toliko v pravo smer. Potem, ko pa ni bilo več prave zunanje prisile po reformah, potem, ko je pravzaprav razpadel politični sistem na levi, ko so na levi izginile ali pa postale marginalne, tradicionalne, stare politične sile, tukaj mislim predvsem na socialdemokrate, pa tudi na LDS. Skratka, ko je levica ostala brez strank v nekem običajnem pomenu besede, od takrat naprej je šlo v celi državi pravzaprav samo navzdol. Od takrat naprej se je levica ukvarjala s tem, kako preprečiti, da bi bil na oblasti še kdaj Janez Janša. Razvojnega, razvoja ni bilo več, premikov ni bilo več. Jaz sem bil minister za razvoj v času, ko smo dosegli 91,8% povprečne razvitosti oziroma bruto domačega proizvoda na prebivalca, torej povprečne razvitosti Evropske unije. In potem smo padali, da bi, mislim, da lansko leto prišli na približno enake številke, ob tem, da se stvari nekoliko drugače računajo, ker je vmes Evropsko unijo zapustila Velika Britanija, pravzaprav tudi to številko lažje loviti kot nekoč. Skratka, mi smo od leta 2008 do letos pravzaprav izgubili, koliko je to 18 let, ne, ki bi jih lahko izkoristil za to, da bi šlo vsem v Sloveniji boljše. Se pravi, da pravzaprav se nam lahko kolca po starih strankah, kot je LDS, kajti te, ki trenutno zasedajo ta levi prostor, so precej bolj projektne, tudi ni več pravzaprav toliko strokovnjakov, ki takdaj vendarle so bili v teh strankah prisotni. Ja, so bili tudi drugi. Tisto, kar se mi zdi, da se je zgodilo, ne, je, da je to nezaupanje v strankarsko življenje, da je levica sama sebi začela verjeti v to, da so stranke nekaj slabega. Ne. In na levi strani smo izgubili stranke, ki bi pravzaprav svojo legitimnost, tudi svojo bodočo energijo, svoj apel za volivce gradile tudi na izkušnjah, tudi na tradiciji iz preteklosti in seveda, ki bi vladale Sloveniji z razumevanjem, da če bomo mi zdajle slabo vladali, da nas nihče več ne bo volil čez 5 ali pa čez 10 let. Tako odgovornost recimo na desni ima SDS. SDS se zaveda, če ga bomo lomili, bomo imeli naslednjih 10, 20, 50 let težave. Tako odgovornost ima Nova Slovenija, to je tudi stranka, ki se je pojavila v konec 80-ih let in ki ima namen biti pravzaprav neomejeno časa še med Slovenci oziroma biti ena od izbir slovenskega volivca. Stranke, ki so se pa na levi pojavljale, so bili pa projekti za ene volitve, ki seveda niso imeli nobenih dolgov, nobenih tudi izkušenj iz preteklosti in tudi nobenih obveznosti do prihodnosti. Ne? V redu, bomo zavozili, ampak bo prišla neka druga stranka, ki jo bodo ljudje ob obilni pomoči medijev spet volili. Ne? Tako da tamle je imel Gregor Golobič en intervju za N1, ne, kjer je očital Janši vse mogoče oziroma še celo levici, da se ukvarja oziroma da postaja janšistična. Ne? Ampak tisto, kar jaz razumem iz tega intervjuja, ne, je ena velika pravzaprav zavist, ne, da je desnica v tem času imela neke običajne politične stranke v evropskem smislu, na levi jih pa ni bilo. Ne. In moja ocena je, da so na levi pravzaprav gospodarski krogi, lahko jim rečete globoka država ali pa udbomafija ali pa kakorkoli, ne. Dediči socializma je po mojem še vseeno tak zelo korekten in vljuden izraz, da so zrasli politiki čez glavo. In kroži po medijih, vsake toliko se pojavi tisti znani posnetek, kot Tone Rop Zoranu Jankoviću pove, ne, jaz sem te nastavil, politika te je nastavila. Ne. Jaz mislim, da na tisti točki je pravzaprav prišlo do preloma, ko se je leva politika zavedla, da jim je oziroma da jim gospodarstvo oziroma gospodarski krogi, privatizeri, tajkuni,
tranzicijski dobičkarji rastijo čez glavo in se je gospodu Ropu zdelo potrebno gospodu Jankoviću povedati, jaz sem te nastavil. Ne. Ampak vendarle, ko zdaj gledam nazaj in ko gledam, kaj se je dogajalo od takrat do danes, kdo je v resnici vodil državo, ne, ocenjujem, da je bil to izraz nemoči, ne, da je bilo to spoznanje, rastijo nam čez glavo. Ne. In tisto, kar je se potem dejansko dogajalo v političnem prostoru, ne, da so politiki prihajali in odhajali. Ne. Je bil Gregor Golobič, en mandat, ne, je nekaj pomenil, pa ga ni bilo več. Kresalova podobno, Marjan Šarec, Miro Cerar, Robert Golob. Ne. Na drugi strani je pa kapitalsko ozadje, se pravi tisti, ki so krmili po eni strani ostanke tega socialističnega gospodarstva oziroma družbene lastnine, po drugi strani tisti, ki so uspeli to stvar privatizirati v svoj žep, ti so pa ostajali. Ne. Tem se ni pa nič zgodilo in so seveda skozi to postali močnejši. In mislim, da je problem Slovenije predvsem ta, da nima levih političnih strank, ki bi bile stranke v nekem normalnem evropskem smislu. S hrbtenico. S hrbtenico, s tradicijo, s programom, z ideologijo, z preteklostjo, z ambicijo ostati med ljudmi tudi v prihodnje. Edina taka stranka, ki pa životari, ki je, ko bi rekel, skoraj zaokrožitvena napaka pri številu poslancev, je stranka SD, ne, za katero se bojim, no, da jo tudi en velik del gospodarstva vidi kot grožnjo. Ne, in ima rajši, si rajši najame neke politike za začasno delo oziroma za en mandat, ne, kot pa da bi jih, na njihovi strani neka stranka mečkano postrojila, no, oziroma mečkano jim pristrigla peruti. In zanimivo se mi zdi, recimo, če sva šla zdaj tako daleč nazaj v zgodovino, kar se teh naših političnih izkušenj v državi tiče, da velikokrat so bile vlade raznobarvne. Ne? LDS, SLS, LDS, SKD, ne? Tudi SDS je še imela neki pridih iz leve strani v svoji vladi. Torej, je bilo možno sodelovanje, zdaj pa je tega sodelovanja praktično nič. Partnerstva za razvoj očitno ne bomo imeli, vsi se bojijo kot hudič križa, da bi bili zraven pri projektu, ki ga vodi Janez Janša. Ali kako? Janez Drnovšek je bil toliko moder, da je vedno v svojo koalicijo vzel še nekoga z desne. S tem je po tistem pravilu divide et impera ustvaril nekaj napetosti oziroma nekaj nesloge na desni strani. Svojo vlado je lahko predstavljal ne kot povsem vlado dedičev socializma, ampak kot neko demokratično reč, v kateri tudi nove sile sodelujejo. To mu je gotovo koristilo, oziroma je Sloveniji koristilo, ko je šlo za včlanjevanje v evropske in podobne integracije. Potem pa prave potrebe potem ni bilo več. Janez Janša je v tistem mandatu 2004-2008 tako partnerstvo za razvoj ponudil ostalim strankam. LDS ga ni sprejela, SD ga je sprejela. Tisto ministrstvo za razvoj oziroma službo vlade za razvoj je pred menoj vodil Jože Damjan, za njim državni sekretar, katerega sliko imam pred očmi, imena se pa ne spomnim, ki je bil član SD-ja, ne? In ministrstvo kot tako je bilo razmeroma tudi pestro kadrovsko sestavljeno in je stvar kolikor toliko funkcionirala, ne? Oziroma je bilo mogoče neke zakone, ki so bili tudi vezani na socialno problematiko, kjer bi lahko prišlo do odpora sindikatov, Štrukla in tako naprej. Je bilo mogoče neke stvari že v začetku pripraviti tako, da so šle skozi parlament. In to je bilo pravzaprav zadnjič, ne, ko je Slovenija dihala, kot mislim, da Lojze Peterle rad pravi, ne, z obemi pljuči oziroma z obema kriloma pljuč. Stvar se slabša, ne, in tisto, kar je značilno, pa po svoje, oziroma ne po svoje, pa pravzaprav žalostno, zaskrbljujoče, kar nas lahko vodi v neko zelo, zelo nevarno situacijo, so pa ene besede, ki jih je izrekla Asta Vrečko pred kratkim, ne, je rekla nekako tako, po spominu citiram, morda se bom zmotil, upam, da se motim, ne, pa ki je rekla, ja, sej mi smo za sodelovanje, ne, ampak ne moramo pa sodelovati onkraj demokratičnega loka oziroma onkraj meja demokracije. Ne.
In s tem, ko pa ti neko stranko, ki je na demokratičnih volitvah, pravzaprav v sistemu, ki je nenaklonjen, kjer je vse obrnjeno proti njej, dobila razmeroma veliko podporo ljudi in razglašiš, mi smo demokrati, vi pa niste, ne? Je pa to neka taka oblika sektašenja, ki dejansko pa pomeni konec demokracije. Ne? Ker demokracija pomeni, da mi lahko soočamo argumente v parlamentu, na volitvah, na televizijah, časopisih in tako naprej, različne poglede. Ne? In se napetosti in različni interesi v družbi izkristalizirajo, se tudi kakšne napetosti popustijo, zato ker se med seboj pogovarjamo, ker se poslušamo, ker prisluhnemo, kdo ima kakšno idejo oziroma kdo ima kakšen pomislek. Ko pa ti en del političnega prostora odrežeš in rečeš, vi pa niste demokracija, vas pa sploh ne bomo poslušali, vi ste pa tako rekoč ne bi smeli imeti, ne vem, volilne pravice, vas bi bilo treba prepovedati, skratka, kot da vas ni, ne? To pa vodi potem lahko v ene strašno nevarne razmere, ki smo jih v Sloveniji med leti 41 pa 45 imeli. Ne? Takrat je bilo ravno tako za nek krog rečeno, vi pa niste, ne? Vi ste pa na drugi strani, oziroma so bili ljudje kar odrinjeni. Tja drugam. No, in to me skrbi in tukaj bi morali biti vendarle politiki majčkeno bolj pazljivi, kaj govorijo, ne? Znajo zelo veliko povedati, kadar kdo v gostilni oziroma na družbenih omrežjih kaj robatega pove, ne, pa znajo biti zelo hitro zgroženi, takrat, ko pa pravzaprav politika postavlja onkraj demokracije nekaj, ne, in sebe postavlja kot edino demokratično silo, to je dosti bolj nevarno, kot če nekoga užališ. In iz leta 1945 izhaja, in še pozneje izhaja tudi simbol, ki je bil tudi tokrat uporabljen na državni slovesnosti, torej rdeča zvezda. Veliko polemik je bilo sicer od tega, okoli tega, ali ja ali ne, potem je navsezadnje so pod temi pritiski popustili organizatorji in smo jo videli. Že prejšnji teden smo komentirali uporabo tega simbola z nekdanjim ustavnim sodnikom, dr. Klemnom Jakličem. Tudi vi ste bili ostri. Kakšna pa je vaša prognoza, se bomo kdaj uspeli rešiti te dediščine? Mi se bomo te dediščine morali rešiti, ker dokler ne bomo do socialistične revolucije zavzeli nekega normalnega, demokratičnega evropskega stališča, tako dolgo v Sloveniji ne bo možno normalno delati oziroma živeti. Ne? Veste, zato, da bi bila ta socialistična revolucija 41 do 45 v trenutku, ko te napadajo tuji okupatorji in še ti začneš državljansko vojno, da bi bilo to za silo opravičljivo, ne? Opravičuješ to s tem, ja, seveda, dvignili so se tudi proti domačim izkoriščevalcem, proti kapitalistom, proti kulakom, proti duhovščini in tako naprej. In dokler mi nismo sposobni tistega obsoditi, tiste revolucije takrat obsoditi, toliko časa mi moramo imeti negativen odnos do kapitalistov, do kulakov, velikih kmetov, duhovščine, poštenih, ne, res poštenih intelektualcev in tako naprej. In z, bom rekel, negativnim odnosom do ljudi, ki so sposobni več narediti kot drugi, pa naj bodo kapitalisti ali pa kulaki, ne, z sovražnim odnosom do cerkve, nobena država ni postala bogata, nobena družba ni postala uspešna. In to bo enostavno tukaj bo treba enkrat stvari rešiti. Ja, to je nacokljanje. Meni je žal, da je vlada popustila. Zahtevali so samo, da bi na koncu tistih drugov bili slovenski grbi in ne petokrake zvezde. Mislim, da je to najmanjši problem bil pošrafati. Enaka tiste zastave od spodaj bi ostale točno take, kot so bile z vsemi tistimi socialističnimi in nesocialističnimi napisi za zvezdami in tako naprej. Tudi se mi zdi, da če si vlada, če si oblast, pač ko nekaj rečeš, da bo tako, mora biti tako, drugače zgubljaš avtoriteto in podobno kot Trump, ko podaljšuje kakšne svoje deadline, no, kakšne roke za to, dokdaj bo pa Iran nekaj naredil, na koncu mu nihče več ne verjame in če se bo tej vladi to ponavljalo, da bo najprej rekla nekaj, potem pa popustila, tudi ne bo dosti opravila. Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. V njej danes gostimo dr. Žiga Turka. Dotakniva se še pobude za referendum o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi. Na različnih virih, družbenih omrežjih krožijo vse sorte informacij v zadnjih dneh, različne trditve. Poslanka stranke Resnica Katja Kokot pravi, da je
veliko tudi napačnih informacij in manipulacij. Pravi, da novela pravzaprav odpravlja ureditev prejšnje vlade, ki je omogočala, da je lahko oseba, zoper katero je bila odrejena parlamentarna preiskava, vložila ugovor na ustavno sodišče in se preiskava do odločitve sodišča sploh ni mogla začeti. Torej, da je šlo predvsem za oviranje takih parlamentarnih preiskav. Zdaj se to torej spreminja, pobudniki pravijo, da gre za uvajanje politične policije, pobudniki referenduma seveda, da bi lahko komisija pridobivala podatke o bančnih računih, zasebnih komunikacijah, telefonskih stikih in druge podatke brez odredbe sodišča ali nadzora ustavnega sodišča. Kako pa vi vidite ta referendum in te navedbe, seveda pogosta praksa, da se zavaja? Jaz mislim, da politična policija so do sedaj take komisije bile. Ne? Mi imamo pričevanja recimo Bojana Požarja, Aleša Hojsa, ki nista bila preiskovalca teh komisij, ampak sta bila samo priči teh komisij in vendar so te komisije pod vodstvom Svobode, z velikim S, zahtevale, pridobile vse mogoče podatke iz bančnih računov in tako naprej, teh dveh oseb, verjetno še koga drugega. Ne? In seveda to Svobode takrat ni nič motilo. Ne? Njih politična preiskava nič ne moti, če so oni tista politika, ki preiskuje drugo stran. Da se ne bi zgodilo, da bi bila lahko preiskovana na enak način kot doslej, tudi njihova stran, so pod Svobodo vgradili v ta zakon en kup enih varovalk, kdo vse lahko sproži spor pred ustavnim sodiščem, da ta komisija ne sme začeti z delami. So našteli en dolg seznam vseh mogočih, jaz se hecam do vratarja od RTV Slovenija, ki lahko ta mehanizem zaustavi. In če bi to ostalo tako, kot je, potem bi seveda tisti, ki bi obvladoval te inštitucije, ki se lahko pritožijo, tudi obvladoval, kaj lahko parlamentarna preiskava preišče ali ne. Jaz nisem navdušen nad tem, da se policijske pristojnosti prenašajo na parlamentarne skupine. Je pa to potrebna rešitev takrat, kadar nimamo ali pa kadar ne moremo povsem zaupati v to, kaj pa organi pregona res delajo. Tisto, kar ima ena stran v rokah, je depolitizirano oziroma janšizma očiščeno policijo. To je bilo, bom rekel, javno v medijih povedano kot cilj in je bila ena ministrica zamenjana, ker ni počistila dovolj temeljito in je potem prišel drug minister, ki je očitno to naredil dovolj temeljito. Imamo sodstvo, kjer je na vrhu neko ustavno sodišče, ki je politično imenovano in je zdajle razmerje tam v najboljšem primeru 7-2 v korist ene politične opcije, deluje kot nek tretji dom, najvišji dom parlamenta. In seveda v teh okoliščinah vse, kar ostane eni strani, je tista oblast, ki je podelilo ljudstvo oziroma tista moč, ki jo ima v parlamentu. Skratka, vi imate v družbi cel kup različnih centrov moči, smo tudi rekli policija, pa tožilstvo, pa pravosodje, pa vse te mogoče inkvizicijske organizacije, kot so KPK, pa računsko sodišče, pa razni varuhi in tako naprej. Potem imate parlament. Ne? In v Sloveniji je žal tako, da desnica dobi oblast samo v parlamentu, oziroma v parlamentu jo ima, vsi drugi podsistemi so pa, kako bi rekel, dediščina nekih časov z majhnimi modifikacijami v zadnjih 35 letih. In zato so take komisije ena od redkih možnosti, ki jo ima desnica, desna sredina, da se pa tudi kaj preišče. Ne? In vse, kar je v tem zakonu drugače, je pravzaprav to, da je ostalo tako, kot preden je Svoboda vgradila varovalke, ki so bile namenjene temu, da njih ne bi preiskovali. Še enkrat ponavljam, jaz bi si želel, da bi parlament, če bi kaj preiskoval, bi, bom rekel, razmeroma široko politično analiziral zadevo, takoj, ko bi kazalo na kakšna kazniva dejanja, bi pa to učinkovito prevzeli tisti, ki jih v tej državi za to imamo. Ampak dokler to ni tako, dokler ima druga stran vsa ta orodja v žepu, potem je nekako razumljivo, da jih dobijo tudi drugi. Ne gre za nobeno politično policijo, gre za preiskovanje politikov, političnih funkcionarjev in dejanj, ki so z njimi povezana. Nihče ne bo preiskoval nekih igralcev, ki zdaj na veliko snemajo TikTok videe
nihče ne bo preiskoval nekega Francija tamle iz Zgornjega Kašla, ker je nekaj pisal po Facebooku in tako naprej. Ne. Pobudniki pravijo, da že sama javna parlamentarna preiskava lahko človeku uniči ugled, kariero in zasebno življenje, tudi če se pozneje izkaže, da ni storil ničesar narobe. Zdaj tako razburjenje, po drugi strani pa ko se mediji na polno razpišejo vseh, ki so osumljeni kaznivih dejanj, ki so v kakršnihkoli postopkih, ki morda so samo neko anonimko dobili in so že tako javno oblateni, javno okarakterizirani, da so krivi, je pa ni nikoli bil problem. Ja, torej to gre za značilna dvojna merila, ki jih, kot Branko Grims reče, ne, pa citira, mislim, da Hayeka, ne, če na levi ne bi imeli dvojnih meril, ne bi imeli nobenih meril. Blatenje si medtem nekateri lahko mirne duše privoščijo. Znani primer Svetlane Makarovič, ki je v javnosti zrecitirala svoje besedilo v 3 laži, ki srmoti in žali novinarja, zgodovinarja dr. Jožeta Možino. Ta se je odločil za tožbo zaradi razžalitve. Zanimivo, ta postopek na sodišču je bil milijonkrat prestavljen, recimo, ne. Zdaj naj bi ljubljansko sodišče o tem vendarle odločalo jutri. Sami ste zagovornik svobode govora, pa vendar meja dobrega okusa in svoboda govora, kaj mislite, kje trčita, morda v tem konkretnem primeru ali pa nasploh? Trčita prav lepo pri takih zasebnih tožbah, ki pa lahko funkcionirajo, ne, spet, če imamo nek pravosodni sistem oziroma neka sodišča, ki so slepa. Na vseh kipih, ki jih boste vi v zvezi z justico videli po svetu, bo tam ena gospa držala bo tehtnico in bo imela zavezane oči. Slepa bo, ne bo vedela, komu sodi oziroma kdo je na tej strani, pravica mora biti slepa. Žal pri nas nastaja vtis, da ta pravica ni tako slepa, ne, da je ta prag, kdaj je lahko nekdo užaljen. Ne, če je užaljen nekdo na levi, sodišča za veliko vehemenco temu pritrjujejo, če je užaljen nekdo na desni, pravzaprav sodišče reče, se je res tak, se je zaslužil. Da se mu je tako reklo, ta primer je res lep, ker je zelo čist. Ne? To, kar je gospa Makarovičeva rekla o gospodu Možini, je definitivno žaljivo. In na zasebno tožbo se ne tepe z mojim prepričanjem, da je svoboda govora potrebna. Ne bi bil pa zato, da bi država gospo Makarovičevo zato preganjala, da je nekoga užalila. Ne? Pa če greva, dr. Žiga Turk, še malce nazaj k državnim simbolom in zastavam, lahko rečemo, da imamo s tem kar nekaj težav v slovenskem prostoru, zelo radi izražamo simpatije do nekega gibanja ali države z izobešanjem zastav, zdaj, če to počnemo zasebno, nič takega, ampak dostikrat pa to preide na kakšne druge institucije, ki so državne. Novi predlog zakona bi to prepovedal, recimo tako izobešanje zastav na pročeljih javnih institucij, recimo tujih zastav ali pa mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti, tako ne bi bilo več mogoče. Vemo, da je urad predsednice države vsako leto v času festivala Parada ponosa izobesil mavrično zastavo, tudi ko je bila palestinska zastava umaknjena z državnega zbora, so jo na predsedniški palači izobesili. Kaj pa take akcije? Zdi se mi tako, ne, če obstaja v državi oziroma med njenimi voditelji nek občutek za pravo mero, potem nobenega takega zakona ne bi rabili, potem bi ti ljudje ocenili, kdaj ima neka stvar tako široko podporo, da ni sporna in je mahanje za neko zastavo oziroma izobešanje neke zastave izraz tega, kar skoraj vsi v Sloveniji mislimo. In recimo takrat, ko je prišlo do agresije na Ukrajino, so se pojavile ukrajinske zastave na vladnih poslopih. S tem ni imel nihče v Sloveniji nobenega problema, niso bile na noben način sporne. Drugo je pa seveda, ko se obešajo palestinske zastave, ko se obešajo LGBT zastave in vse mogoče, ki pa polarizirajo, ki pa delijo. In tukaj se mi pa zdi, da bi tisti, ki dajejo komando vratarju, hišniku, da naj obesi zastavo, ne, da bi ravnali modro, če ne bi pročelja državnih ustanov, ki predstavljajo vse Slovence, izrabljali za neke propagandne akcije oziroma za neka sporočila signaliziranja nekih kreposti oziroma mahanja za nekimi stališči, ki na koncu niso nič drugega kot samo
provokacija oziroma samo mahanje za neko zastavo, zato da poveš, jaz pa mislim tako, ne tako kot neka druga stran. Zato se mi zdi, da tak zakon potrebujemo, ne, čeprav bi rajši živel v državi, kjer ga ne bi potrebovali. Ne bi bilo nič narobe, recimo, če bi gospa predsednica na svojem Facebook profilu izrazila podporo komorkoli. Ne? To še vendarle ne pomeni, da je to recimo stališče, da bi ga bilo treba oznaniti vsemu svetu na neki stavbi. Ne? Se mi zdi, da je... Torej, jaz ne razumem, zakaj Sploh. bi to zastavo izobešali. To ni zastava nekega naroda, to je emblem nekega gibanja. A je bila kdaj obešena zastava Rdečega križa, je bila izobešena zastava Karitasa, je bila izobešena kakšna zastava od ne vem, kakšnega športnega kluba ali pa kaj podobnega. Zastava, no, mislim, to so resne stvari, no. Pročelje vladne palače, pročelje predsedniške palače je resna stvar, ki ne more biti namenjeno. To ni tako kot Facebook stran, no, kjer pač posamezniki neke stvari obešajo ali pa kjer imamo v profilih posamezniki neke zastavce. Da gre pa za močna gibanja, ne, za hude pritiske v ozadju, pa dokazuje tudi primer evropskega poslanca Branka Grimsa, ki je zaradi stališč do LGBT in podobnih stališč, podobnih zgodb, zašel v težave, obeta se mu izključitev iz Evropske ljudske stranke. Zdaj, glavno dejanje bo sicer v sredo, ampak vendarle očitno je persona non grata, ne, da tako rečemo, v Evropski ljudski stranki. Zanimiv se mi zdi argument, da je imel pomanjkljivo delovno etiko, ne, ta je, sploh se mi zdi taka lovska. Ampak ne glede na to, ali se z njim strinjamo ali ne v vseh pogledih, se mi zdi, da je pa to kar en tak poseben primer, da ga izključijo iz Evropske poslanske skupine. Ja, izključujejo ga iz poslanske skupine. Mislim, da ga ne izključujejo niti toliko zaradi njegovih stališč. Po moje še kar nekaj poslancev v Evropski ljudski stranki, v EPP-ju najde, ki imajo taka ali pa zelo podobna stališča, ki jih tudi povedo. Jaz mislim, da mu najbolj očitajo oziroma jim gre najbolj v nos, da se več kot z svojimi kolegi druži, pojavlja na dogodkih z strankami, ki so desno od EPP-ja, suverenisti, identitarci in podobni, ki so v marsikakšni evropski državi na lokalnih oziroma državnih volitvah pravzaprav glavna konkurenca stranki EPP-ja. Recimo v Nemčiji glavni konkurent CDU-CSU-ju, se pravi dvema strankama, ki sta del Evropske ljudske stranke, niso socialisti zeleni, je zadnje čase AfD. Ne? In na dogodkih, okroglih mizah in tako naprej v Bruslu, ne, se potem Branko Grims pojavi skupaj s tem istim AfD-jem. In seveda so nemški parlamentarci, milo rečeno, precej nesrečni glede tega. Tako da, kot sem že rekel na eni drugi televiziji, ne, politika vendarle je ekipni šport, je treba vedeti, v kateri ekipi igraš, če se v tej ekipi ne počutiš dobro. Kar me tudi ne bi čudilo, ker je EPP zelo široka družina strank, kjer najdete tudi zelo, narekovajo, napredne posameznike. Me ne bi čudilo, da se gospod Grims ni počutil najbolj doma. Ne? Ampak vendarle, takrat, ko se pa igra, je pa treba igrati za svojo ekipo. Ne? Po drugi strani je pa opravil tudi koristno delo, kolikor sem jaz obveščen, ko je bil sprejet ta pakt o migracijah v Evropskem parlamentu, nov, bistveno strožji do migracij, z bistveno več kontrole na mejah, z vračanjem, z repatriacijo in tako naprej, je bil pa eden od tistih, ki so vzpostavili most med EPP-jem in med strankami desno od EPP-ja, ki so potem ustvarile večino v Evropskem parlamentu, da je bila ta stvar sprejeta. Ta reč je pa seveda zelo, zelo močno ni všeč socialistom, levim liberalcem, zelenim. In si mislim, da so tudi oni začeli tožariti, špecati gospoda Grimsa, rekel, njegovi poslanski skupini. No, tako da mislim, da je to ta zadeva. Zdaj v medijih poslušam veliko interpretacij, da je to nek signal SDS-u, češ, dajte biti vi pridni, ker drugače se vam bo zgodilo isto, ne, kot se je zgodilo Orbanu in tako naprej. Tukaj je vendar treba povedati, da Janša pa Orban imata v Bruslu zelo, zelo različen sloves, vsaj
v vrhu politike, v medijih in pri, kako bi rekel, teh lobijih, ki delujejo skozi, oziroma ki poslušajo oziroma promovirajo bolj to napredno socialistično agendo, so stvari seveda drugačne, ker gre za propagando, ampak Orban je bil izrazito, bi rekel, protievropski, ne, in je blokiral cel kup odločitev Bruslja in se je s tem zamiril Evropski komisiji in drugim odločevalcem. Blokiral jih je seveda tudi zato, ker so mu se vtikali v domače notranje madžarske zadeve in ne vemo zdaj, kaj je bilo prej, oziroma kaj je akcija, kaj pa reakcija. Ampak Orban je zelo, zelo otežil in oviral akcije Evropske unije v pomoči Ukrajine oziroma pri spopadanju Ukrajine z rusko agresijo in recimo tega strahu v zvezi z Janšo absolutno ni. Tudi strahu, da bi oviral, bom rekel, kakršnekoli skupne evropske politike. Ne. To je čisto nekaj drugega, ne. Je pa tukaj seveda v Sloveniji interpretacija seveda primerna tem slovenskim razmeram. No, se roko na srce, Branko Grims, tudi ko je bil poslanec v slovenskem parlamentu, ni bil vedno na isti strani s svojimi poslanskimi kolegi, tako da pravzaprav nekaterih niti ne preseneča ta njegova solaža. On vleče neko svojo špuro, konec koncev, če si tako velika stranka kot je SDS, jaz sem bil nekaj časa član, pa nisem več, imaš tam ljudi, ki so izraziti socialdemokrati, ne, ki so iz te Pučnikove linije prišli, so v bistvu in Janša in Zver in recimo podobni so tam. Imate neke bolj centriste, kot je recimo Romana Tomc, za katero ima velik ugled, recimo tudi v poslanski skupini EPP-ja, ki je sposobna poslansko skupino EPP-ja vključiti v podporo tisti resoluciji o obsodbi totalitarizma v Sloveniji in tako naprej. In imate seveda na drugi strani nekega Branka Grimsa, ki je, bom rekel, na tem desnem robu te stranke. Ne? Ampak tukaj imate SDS, pa imate nekje na robu Branka Grimsa, v Nemčiji imate pa CDU, CSU, pa imate pa en ogromen AfD. Ne? Jaz mislim, da bi si v CDU, CSU vsi prste obliznali, če bi imeli nepar poslancev kot je Grims, pa vsoto vseh glasov AFD plus CDU plus CSU. To bi bilo njim zelo, zelo všeč. Dobrodošli nazaj v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Danes gostimo doktorja Žiga Turka. Spregovorila sva nekaj o pomanjkljivi delovni etiki, tako imenovani, kot so jo označili za evropskega poslanca Branka Grimsa. Zdaj pa se preseliva še malce v slovenski parlament. Ampak to vse ne morava pustiti v zraku. Ta etika, mislim, da je izgovor oziroma problem je v tem, da se je premalo družil s svojimi, premalo delal veslov recimo v svojem čovnu, pa več veslov v nekem drugem čovnu. Ne bi pa mogli reči, da je bil len. No. Tako. Ampak v slovenskem parlamentu imamo tudi take in drugačne poslance. Če se zdaj naveževa na očitke predsednika na račun poslanca Levice Luke Mesca, vemo, zapletalo se je pri glasovanju o dnevnem redu seje, na kateri bi odredili parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube. Zanimivo, dnevni red je bil zavrnjen, to je res ena posebnost, mislim, da še nisem doživela, da bi zavrnili dnevni red seje Državnega zbora. Poslanki Levice naj ne bi delovala glasovalna naprava, pa se to izkazalo, da ne drži. Mesec je predsednika Državnega zbora Stevanoviča obtožil kršenje ustavnih, zakonskih, poslovniških določil ter da krati pravico opozicije do odrejanja preiskovalnih komisij. Stevanovič mu je vrnil milo za drago oziroma še bolj oster je bil, da gre za največjo prevaro, da je vse skupaj bolno in omenjal nedelovnost in nesposobnost. Kar živahno je v Državnem zboru v tem mandatu. Ja, jaz ko gledam tele spopade med resnico in levico, se spomnim na tisti Prešernov vers, ne, ga stakne na zadnje, ki bil je kos, ki bil mu je kos. Ne. Skratka, levica je, kako rekel, zelo elokventna, zelo demagoška. Zdaj so pa našli nekoga, no, ki jih obvlada oziroma ki jih sprehaja, ki jih disciplinira. Svojega povodnega moža. Svojega povodnega moža na nek način, ja. Drugače so to, bom rekel, neke take zgodbice. Meni je pravzaprav težko gledati prenos iz slovenskega parlamenta, ker je in z vidika zabave in z vidika neke vsebine zadeva tako šibka, ne. Lahko bi pa gledal ali pa vsaj imel prižgano televizijo angleškega parlamenta, kakšen je nivo tam poslancev, kakšen je nivo razprav, kakšen je nivo replik. Ne. Tako da dejansko v tej naši demokraciji še marsikaj manjka od točke, kdo je pravzaprav izvoljen oziroma na kakšen način so ljudje izvoljeni in
kako potem to funkcionira. Je pa resnica doživela v tem mandatu že kar nekaj pritiskov, ne? Tudi zdaj, ko so se spravili na njenega poslanca, ne? Za te dolgove se pravzaprav, če so dolgovi, jih je treba poplačati, to je jasno, ne? Ampak zanimivo, koliko si dajo dela z njo. Tukaj sta Resnica in pa Demokrati dve stranki, na katerih stoji in pade ta koalicija. In tako kot vsaka normalna opozicija, tudi ta opozicija poskuša vse narediti, da bi pač tukaj nekaj razmajala oziroma zabila kakšen klin v ta pozicijski zid. Jaz mislim, da zaenkrat jim ne uspeva. Tudi poskusi so stujko rečeni patetični oziroma bedni. Ne. Bo pa tega veliko in bo treba zdržati. Ocenjujem pa, da je pravzaprav tole, kar se zdaj dogaja, zelo dobra šola, zelo dober trening za kdaj kasneje, ko bodo vložki višji, ko bodo zadeve drugačne. In jaz bi na mestu Demokratov na eni strani pa Resnice na drugi vzel tole kot en tak zelo dober trening, oziroma na nek način jih opozicija zdajle privaja na to, kaj prihaja, in jih krepi, jih dela močnejše, no? Trenirajo jih za prihodnje, na nek način zelo nespretno. Ne? Take stvari je po mojem mnenju treba počenjati z upanjem na zmago, oziroma da imaš razmeroma veliko možnost, da boš uspel, ne pa da se v nekaj zaganjaš samo zato, da se zaganjaš, ker s tem je nasprotnik samo, bom rekel, močnejši, bo naslednjič boljše pripravljen, pravzaprav zdaj tudi kompaktirajo oziroma večajo slogo med temi, ki jih napadajo. Tako da kar tako naprej bi jaz rekel. No, je sicer težko gledati, mučno gledati, nivo je nizek, ampak koristno na nek način. No. Je pa vsekakor višji, kot pa smo imeli pod prejšnjo predsednico Državnega zbora. No, vsaj z ene strani je višji. Ne? Ja. Poslanci bodo kmalu odšli na počitnice, ta teden jih še čakajo se nekaterih delovnih teles, recimo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Povečevanje porabe v zadnjih mesecih mandata Golobovega je bilo izrazito. Skupni odhodki 4 blagajn javnega financiranja so v prvih 4 mesecih letošnjega leta znašali 10,7 milijarde evrov, kar je za 1,150 milijonov evrov oziroma za 12% več kot v enakem obdobju lani, pa tudi lani niso varčevali. Tako da odhodki državnega proračuna so bili v prvih 5 mesecih leta višji kar za 15,6% glede na enako obdobje lani. Proračunski primanjkljaj je znašal 1,2% BDP-ja v tem času. Minister za finance Šircelj govori o črni luknji, opozorila o neodgovornem ravnanju z javnim denarjem smo ves čas poslušali strani fiskalnega sveta. Politična odgovornost glede trošenja javnega denarja se običajno pokaže na volitvah, ampak ne, vlada je za javnim denarjem si pravzaprav poskušala te volitve kupiti. Ne? In bi to skoraj uspelo, saj se spomnimo, kaj vse je delila cestne tiste vinjete, s katerimi se je začelo, so bile še najmanjša stvar. Prav je, da bo to nova vlada predstavila, oziroma da bo neka seja temu posvečena, da pridemo do, bom rekel, nekih številk. Bo pa seveda prišel čas, ko ne bo mogla nova vlada operirati samo s tem, kaj je vse v prejšnji vladi bilo narobe, ampak bo sama mogla imeti rezultate. Tako da jaz to vidim kot en dogodek, v katerem se jasno predstavi stanje, ki ga je ta vlada podedovala, in ustvari razumevanje verjetno za neke reze oziroma za neke ukrepe, ki ne bodo tako popularni, ampak veste, kjer ni, še vojska ne vzame, pravijo. Ne? Torej, blagajna je prazna. Prazna je zato, ker si je prejšnja vlada kupovala volitve. V marsikakšnem podjetju je blagajna prazna, ker si je vlada kupovala volitve tudi z denarjem tega podjetja oziroma podjetnika, in zdaj le bodo prišli računi. Reševala je svoje ime tudi s kakšnimi razpisi, ne? Tudi na ta način se da kupovati glasove. Zdaj je Ministrstvo za kmetijstvo enega razveljavilo, kajti izkazalo se je tudi, da tam marsikaj ni tako, kot bi moralo biti. Že prejšnji minister za finance je pozval ministrstva, takoj ko so bile volitve seveda mimo, dajte povedati, kje pa lahko prihranite, čemu se pa lahko odpoveste. In neki taki razpisi
so prva stvar, jaz se to tudi kot minister spomnim, ne, vsako ministrstvo pač nek pas, ki je zakonsko določen, kjer pač ne moreš, da ne bi, plačeval učiteljev, recimo, ne. Ampak razpis pa je, ali ga pa ni, ne. In jaz sem razmeroma prepričan, tudi če bi bila prejšnja vlada ostala in če bi prisluhnili temu, kar je minister Boštjančič od njih zahteval, da bi marsikateri od teh razpisov bil preklican. Moramo pa še to vedeti, ne, da je povsem verjetno, da je vlada pred odhodom seveda poskušala čim boljše poskrbeti za vse svoje prijatelje, podpornike, sorodnike, bratrance, sestrične in tako naprej. Nekatere so vzeli v službo, drugim so dali kakšne fajn projekte, ne. Veste, tudi za tele zastoje, ki so na cestah, oziroma to, da je praktično se peleš v Sloveniji 15 km po neki avtocesti, pa je gradbišče, ker seveda ni delavcev, ker jih nimamo toliko, da bi povsod polno delali, ne. Ampak da je vlada enostavno oddala toliko del pravim izvajalcem, še dokler je bila ta vlada, ne, namesto da bi, se odločili, pa bi 1-2 stvari popravljali, ostalo bi pa pustili primeru oziroma naslednji vladi, da naredi razpis. Vi se lahko peljete čez celo Avstrijo, tamle skoraj do Dunaja, ali pa čez celo Italijo do Milana, pa bo manj gradbišč, kot ga je med Ljubljano pa Celjem, no. Jeseni bodo lokalne volitve, kandidati se že pojavljajo. Vi ste volivec v mestni občini Ljubljana. Kakšnega protikandidata bi si želeli ob obstoječem županu in kako vidite ob vsem tem še referendum, ki je pred vrati? V nedeljo bo o parkirni politiki, zdaj sicer ta odlok, o katerem, ki je tisti ključen za pobudo za referendum, umaknjen. Tudi to je en tak zanimiv pojav. Vemo pa, da seveda apetitov po teh prihodkih od parkirnin ne bodo kar pozabili, ne? Jih ni kar zmanjkalo, ampak so samo verjetno odložili to idejo. Ampak recimo, če se zdaj posvetiva še našemu glavnemu mestu malce. Ja, župan Janković našo Ljubljano prodaja nam Ljubljančanom nazaj, ne. Vse tisto, kjer smo nekoč brezplačno parkirali, ne govorim zdaj v centru, ne, kjer je parkiranje neka premija, ne, ampak v teh spalnih naseljih, stanovanjskih soseskah, Vič, Šiška, Bežigrad in tako naprej, to nam zdaj zaračunava, to moramo plačevati. Seveda se iz tega denarja potem financirajo vsi ti mogoči projekti, morebitnih onih 10%, o katerih so Black Cube govorili. In temu je treba narediti konec, ne. Tukaj je zdaj en odlok, ki ga je umaknil, ne, pa jaz nič ne vem, dobro, zdajle verjetno v Štepanjskem naselju tam ne plačujejo parkiranja. Vsi drugi, kjer so po podobnih odlokih jim nastavili parkomate, zapornice, jim zaračunavajo vsako uro posebej, vse to je ostalo. In temu je treba v Ljubljani reči ne, simbolično se temu reče tako, da se zdajle v nedeljo pride referendum in se seveda glasuje proti temu odloku, ne. Ampak na nek način, veste, je absurdno, za Štepanjsko naselje je en odlok, za BS3 je drug odlok, za na Jami v Šiški je tretji odlok, a bomo imeli za vsakega posebej referendum, ne. Tukaj potrebujemo neko oblast, ki bo poskrbela za Ljubljančane, ki bo poskrbela tudi tako, da bo zagotovila dovolj parkirnih mest, da bo sprostila parcele za to, da se na njih parkirna mesta pojavijo, ne. Saj imate vi lahko travo, ki je tako narejena, da je lahko tudi avto čez noč na njem postavljen. Žal, ko so urbanisti delali marsikakšno od teh naselij, niso predvideli, da bodo imeli ljudje avtomobile, da bo kdaj Slovenija tako bogata, da si bo v vsakem stanovanju vsaj eden lahko privoščil avto. Ampak zaradi tega zdaj ne smemo teh ljudi pustiti na avtobuse oziroma da bodo peš hodili. Mi je zelo žal, jaz sem mnenja, da je avto pravzaprav tisti način prevoza, ki je za vse najbolj udoben, je tudi najbolj zdrav, ne? In je treba tukaj ljudem pomagati, ne? Katera oblast oziroma kakšen župan bi tukaj kaj naredil? Tisto, česar se jaz bojim, je, da bo Levica sposobna izvoliti kakšnega župana, ki bo ideološko še bolj zahojen, kot je Janković, ampak ki ne bo znal tudi čisto nič narediti, ne? Jaz se strinjam s tistimi, ta župan je kar nekaj naredil, žal ni naredil nekih stvari, ki bi bile pomembne, ki bi bile velike, ki bi Ljubljano pomembno zaznamovale, ampak je pa tudi naredil neke stvari, ki mi jih moramo priznati, da dela, da se dogaja, da se gradi, ne?
se gradijo tudi neumnosti. Ne, imamo tam še vedno podrtijo na stadionu, smo postavili med park in med najbolj obremenjeno križišče v Ljubljani bazen, ne, kjer niti ne moreš normalno parkirati, ne, kjer so poplave, kjer dol teče. Skratka, kdor dela tudi napake. Ampak strah me je nekega levičarskega politika, ki ne zna voditi projektov in ki se bo šel ideologijo. Tudi take smo imeli v preteklosti, ne na čelu. Tudi take smo imeli in če držijo zdaj ti glasovi o nekih, bom rekel, bivših politikih levice in svobode, bomo prišli z dežja pod kap na nek način. Se pravi, se že pripravljajo kandidature, očitno ni več takega simpatije do aktualnega imena. Ja, ampak žal se bojim, da prihaja kritika z leve, ne pa z neke sredinske strani, ki bi si želela, da se z Ljubljano upravlja, apolitično, strokovno, da se zravnajo ovinki, da se razširijo ceste, da se razširijo kolesarske steze in tako naprej. Velja, hvala lepa, dr. Žiga Turk, za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, gledalke in gledalci, da ste nas spremljali. Znova se srečamo prihodnji ponedeljek z drugim gostom. Vse dobro. Spoznanje več. Predsodek manj.